Dober dan, vse dobro, spoštovani, dobrodošli. Izjemno veselje mi je, da vas lahko pozdravim na prvem dogodku našega novega programskega cikla, ki smo ga poimenovali dokaj tehnično, ampak vseeno tako nekako, da upamo, da razumete, da gre res za eno platformo, za eno možnost, da vsi ti naši mladi, odlični prebivalci Posavja, prebivalci in prebivalke Posavja, ki seveda svoje mlade poti hodijo na različnih koncih sveta oziroma najprej Slovenije in potem tudi širše in seveda s svojimi raziskovalnimi napori, s svojimi študijskimi napori, s svojim življenjem odpirajo neke nove teme, jih podrobno raziščejo, jih uporabijo seveda tudi potem za to, da dokončajo določen del študija ali pa naredijo kakšno seminarsko, diplomsko, magistrsko in seveda, da lahko to tudi širši publiki izven fakultete in v svojem nekem lastnem okolju, iz katerega izhajajo, v katerem so rasli, da lahko tudi predstavijo. Tako da to Posavje v nalogah je lahko pač Posavje kot mesto, območje interesa ali pa tudi kot tisto območje, iz katerega naš mlad, nedobuden, odličen raziskovalka tudi prihaja. Tako da to našo področje, to našo novo programsko enoto odpira naš Timotej Pavlin. Vem, da je ta beseda naš včasih preveč prisvojilna, ampak tukaj je res taka tista prijazna beseda, ne da si ga lastimo, ampak smo ponosni, ker z nami sodeluje, ker je naš podpornik, ker je naš prostovolec, ker čuti sem Posavskim muzejem Brežice in smo zelo veseli, da ravno on odpira to našo pot tudi našega muzeja nasproti oziroma vsem vam, nasproti vsem mladim in vsem tistim, ki imate zelo radi to območje, kjer živite ali s kogar prihajate ali pa vas kar tako zanima. Torej, tako malo bolj poetičen uvod je zato, ker sem res vesela, da nam je to uspelo, čeprav smo si vsi želeli začeti seveda tako, kot zdaj ves čas govorimo, v živo, tako kot znamo, da smo veseli, ker se vidimo, da potem po zaključku lahko tu še kakšno več besedo rečemo, ampak nič hudega, ne smemo obupati, imamo ta orodja, imamo te možnosti, pomlad je tukaj, hvaležni smo, da smo lahko vseeno optimistični in da je tudi Timotej pristal na to, da nam bo predstavljal na tak način, ko bo pa možno seveda, bo pa lahko dobil še drugo priložnost, še za kaj drugega in seveda tudi v naših prostorih ali v malem auditoriju, kjerkoli si bo to izbral. Torej, Timotej je, kot ste videli, diplomirani arheolog, zato je naloga naše kolegice, kustosinje arheologinje, da pa seveda ga ona malo bolje napove, predstavi in da potem čim več časa pa seveda naklonimo oziroma da ima čim več časa prav on. Torej, najprej Jana Puhar, ki ima to čas danes za svojega mladega kolega tudi napove. Hvala. Ja, najlepša hvala za besedo. Tako, jaz se pridružujem temu veselju in tej napovedi na našega mladega kolega. V muzeju smo še posebej veseli, ko lahko sodelujemo z mladimi strokovnjaki, ki nas bogatijo s temi svojimi svežimi idejami, znanjem, svojo mladostno energijo. In tako je Timotej eden naših starih znancev, s katerim smo že sodelovali na številnih dogodkih, projektih, grajskih dogodivščinah. V zadnjem letu pa tudi na razstavi 4 elementi zrak. Njegov prispevek k razstavi je temeljil na še sveže spisani diplomski nalogi z izredno zanimivo tematiko o klimatskih spremembah v pozni antiki. In to temo bo predstavljal tudi na današnjem predavanju. Jaz verjamem, da ga večina od vas pozna, če pa morda kdo še ne, je tako, kot je naša direktorica že prej povedala, v lanskem letu je Timotej diplomiral na oddelku za arheologijo Univerze v Ljubljani, kjer tudi študij nadaljuje. Aktiven je pa tudi v Društvu študentov Brežice, zlasti v njegovem oddelku za kulturo, kot organizator koncertov in drugih dogodkov. Poznamo ga tudi kot aktivnega člana gibanja Mladi za podnebno pravičnost,
ki se borijo ne le za ohranjanje planeta, ampak tudi za pravičnejšo družbo. Ob vseh teh dejavnostih pa najde čas tudi za hobije, kot je slikanje, pripravlja svoje razstave, torej zelo vsestranski in zelo aktiven. Zdaj pa, če se vrnemo k tej naši temi, jaz se že zelo veselim tega predavanja in menim, da Timotej s to raziskavo, ki jo bo danes predstavil, odpira izredno zanimivo temo o tem, ali so in kako so podnebne spremembe, ki so na našem planetu stalnica, povezane z velikimi spremembami, ki so doletele človeštvo, torej od migracij do političnih sprememb, propadov imperijev. In seveda to nas vodi v razmislek, ali se nam prav kaj takega ne dogaja tudi danes. Tako da, zdaj pa se prepustimo Timoteju in njegovi razlagi. Tako da, evo, Timotej, beseda je tvoja. Ne toliko lepih stvari o meni govori, če ne mi bo ego preveč zrastel. Ti kar. A vidite, v redu? Vidimo. Si? Ok, no, v redu. Ja. No ja, hvala, ker ste prišli. Zelo lepo vas je videti v tako velikem številu. Pa bom kar začel, no, se mi ne zdi. Pač rekli so mi, da moram v 40 minutah končati in tisti, ki me malo poznate, veste, da preveč govorim, tako da se bom potrudil, da res v 40 minutah to zaključim. No, ok, podnebne spremembe v pozni antiki. To je bil naslov moje diplomske naloge. Original je bilo sicer mišljeno, da bo malo drugačen, ampak smo zaradi pač birokratskih zadev, ki smo jih malo zamešali, smo pol pristali na ta delovni naslov kot končen naslov, ampak se ni toliko bistveno. V tej predstavitvi pravzaprav še pa malo kombiniram ene pol kasnejše zadeve, ki sem jih delal pri enem seminarju, pri arheologiji mlajših obdobij, da je malo dopolnjena slika z nekim področjem, na katerega se vseeno malo bolj spoznam kot na podnebne spremembe. Tlele je Primož Ribarič, nekje sem ga videl prej, da se je pridružil, mi je ogromno pomagal v razumevanju klimatologije, za kar sem mu neskončno hvaležen, pa še tle ziher kdo drug, ki mi je s čim pomagal, če ne pa z moralno oporo, no. Kakorkoli. Ja, podnebne spremembe v pozni antiki. Samo struktura tega moje predstavitve je sledeča, se pravi prvo en uvod, potem pa rimski čas razdeljen na 3 obdobja, ki so sicer malo sporna, ampak ne vem dovolj, oziroma ne znam lepo ubesediti zakaj, ampak ni to bistveno, potem pa še zaključek, v katerem bo prišlo do malo aktualizacije. Se pravi, ok, zadnjih 11.000 let, klimatsko gledano, podnebno gledano, vidimo tlele, da smo 11.000 let nazaj prišli ven iz ledene dobe, se pravi zadnje velike poledenitve in tak naprej, in smo vstopili v obdobje relativno stabilnega podnebja, ki se mu reče holocen. Vidimo, da tudi v tem so bila pač takšna in drugačna podnebna nihanja, ki pa v primerjavi z ledeno dobo niso omembe vredna, tleh je par označenih. Vidimo, da ta rimski čas nima nekih posebnih poimenovanj, zato ker pač ni, se mi zdi, no, vsaj do v zadnjih 5 letih so raziskave malo bolj pogoste, ali pa malo bolj se v tej smeri odvijajo. Ni pač tako popularno o tem govoriti, tudi zato, ker je bolj dlje nazaj kot srednji vek in je zato so slabši te nadomestni podatki, ki nam lahko omogočajo rekonstrukcijo podnebja v preteklosti, pa vendar, no, neke osnovne slike, pač pointe so tlele zadeli. Tudi v zadnjih 20 letih se pa tudi govori veliko o antropocenu, se pravi doba človeka, v katerem človek naj bi svojim delovanjem pač zemljo ven iz tega nekega stabilnega holocenskega podnebja vrgu v neko novo dobo, bolj nestabilno, bolj hudi vremenski pojavi, predvsem pa bolj toplo, in tej dobi rečejo antropocen. Meni ta izraz ni tako všeč, ampak bomo kdaj drugič o tem, no, nismo danes zato tle, da bomo o tem govorili. Kakorkoli, ok, gremo zdaj na začetek, na rimsko toplo obdobje. Torej, verjamem, da vsi veste o rimski državi, vsaj nekaj malega, veste, da je pač obsegala celo Sredozemlje in še pol malo zunanje, pač še tudi ozemlje izven njega. Tele vidimo eno luškano animacijo o tem, kako je, spodaj so letnice, kako je rimska država rasla, se pravi od pač najbolj zgodnjih začetkov z ene male mestne državice ob Tiberi, pa vse pol do pač padca zahodnega dela rimskega cesarstva leta 476. Zdaj najprej se bomo na prvi del sfokusirali, v nekako od pač začetka rasti pa do vrhunca, oziroma do vrhunca rimskega cesarstva.
se pravi približno do leta 150, do 200 pred našim štetjem do leta 150 našega štetja, kjer vidimo, da je leta 111 pod carjem Trajanom je Rimski imperij največji obseg dosegel. Pol se je pa pač začel stagnirati in kasneje tudi propadati, ampak zdaj smo še na vrhuncu. No, rimsko toplo obdobje, kot že samo ime pove, je bilo toplo, pa dosti namočeno. Se pravi, dosti toplo sonce, se pravi, dosti visoka sončeva aktivnost, neka oceansko-atmosferska nihanja, ki so zadostne količine padavin zagotavljala Sredozemlju predvsem, no, in to pa nek odsotnost vulkanskih izbruhov, zaradi česar relativno stabilno toplo podnebje, ki je omogočalo velike pridelke v kmetijstvu, predvsem za žito, oljke oziroma olive, s katerih so bolj olje delali, in vino. To je pač tako imenovana sredozemska triada, ki je predstavljala osnovo rimske prehrane. In so pač te izdelke, predvsem olje pa vino v amforah prevažali pač naokoli druge konce imperije in tako naprej. Več o tem kasneje, no. No, treba tudi poudariti, da ni rimsko toplo obdobje tako enotno, ker pač to je ogromna država bila, se pravi od Anglije pa do Sudana, pa od Bližnjega vzhoda do Španije, to je pač, ne moramo se niti predstavljati, Evropska unija se ne more s tem po velikosti primerjati. Zato ne moramo o enotnem podnebju govoriti, no pa vendar so pač neke splošne tendence, ki se pa v zadnjem času malo presprašujejo, no drugo leto bo v Švitje na konference, kjer bojo to izraz rimsko toplo obdobje postavili pod vprašaj, ampak pustimo zdaj to. No, v času Rima so recimo, to je en fun fact, v tem rimskem toplem obdobju so recimo v Britaniji gojili lahko grozdje in tudi svoje lokalno vino delali, kar je pa mogoče šele danes, se pravi v tem zadnjih 50 let segrevanja ozračja zaradi pač izpustov ogljikovega dioksida in ostalih toplogrednih plinov. No, rimska ekonomija pa je temeljila na nasilnem osvajanju, neprestanem nasilnem osvajanju novih ozemelj, podrejanju tamkajšnjega prebivalstva, ki se je bilo običajno zasužnjeno in potem izkoriščeno na pač teh velikih plantažah oziroma plantažah, ki so okoli podeželskih vil, ki so zrasle na osvojenih ozemljih, pač pridelovalo te izdelke. To bi pa poudaril, da običajno se ni šlo, da ta presežek, ki ga je pač nek veleposestnik, nek lastnik te vile rustike in okoliških območij zaslužil, s tem je običajno te izdelke se je običajno uporabilo za pač hranjenje vojske ali pa za pač nekakšno luksuzno potrošnjo, se pravi za pač različne praznovanja in tako naprej, ali pa za razdaljevanje ljudem med gladiatorskimi igrami in tako naprej. Načeloma se ni vlagalo v nove proizvodne obrate, zato ker niti ni bilo tehnoloških zmožnosti. Tako da je vseeno služilo proizvodnje nekim potrebam, čeprav je bilo pač dobiček, je bil vseeno en profit. Mislim, je bil vseeno en cilj. No, pri nas, v bližini Brežic, poznamo dve vili, se pravi rimski podeželski vili, vile te so bile, kot sem omenil, pač nekak temelj, center teh proizvodnje, se pravi žita, olja in vina. To je ena rekonstrukcija, ne moramo vedeti, če je ta tle pri Malincah res tako izgledala, ker še ni dobro obdelana, ampak kakorkoli. Tle je ta cerkev, meni se zdi, da Svetega Martina pri Malincah, in približno na lokaciji današnjega pokopališča je stala rimska vila, ena je bila pa tudi takšna podobna vila v Dolenjih Skopicah. Se pravi, tudi na naš prostor so prišli Rimljani, kjer so sezidali si vile in izkoriščali pol domačine pa zemljo za tole proizvodnje teh izdelkov. Se pravi, potem pa po letu 150 pa se je pač nekaj kuhalo že in družbeno ozračje postajalo bolj napeto in narava se je odločila, da bo zagodila pač človeštvu oziroma Evropi pač malim probleme povzročala, no. In med tem jih bi jaz ene par izpostavil. Leta 169 je en vulkan izbruhnil, ki je potem povzročil tudi ohlajanje ozračja in to je imelo en kup posledic, no.
Ene izmed teh so migracije tako imenovane prževorske in vjelvarške kulture, to pač čudne imena. Za voljo preprostosti jih imenujemo, se pravi, to oranžno vjelvarška kultura so Goti, to potem, ko poznamo Vizigote, Ostrogote, do kjer bomo še prišli. Prževorska kultura so pa Vandali, ki se poznamo iz teh zgodovinskih knjig ta imena. V arheologiji je sporno sicer nekaj, kar arheološko smo prepoznali, navezovati direkt na neke identitete nekih plemenih zgodovinskih virov, ampak za voljo preprostosti, nismo tle zato, da bomo o tem preveč filozofirali, kar sem že naredil pravzaprav, kakorkoli. No, v teh družbah je že nekako od leta 100 je opazna rast prebivalstva, kar se arheološko kaže v tem, da so pokopališča bila večja, naselja so bila večja in tak naprej. Medtem ko pa med Vandali, se pravi na tem rdečem ozemlju, pa se je opazna tudi militarizacija družbe. Se pravi, nekako od leta 100 naprej je orožje veliko bolj pogosto v grobovih in poleg tega pa standardizirano, se pravi, vsak bojevnik je tudi imel 2 sulici, meč pa sekiro. Pri tem je bilo bolj raznoliko, potem pa poenoteno postalo. In to se interpretira kot, da so preko militarizacije in boljše organizacije vojske, da je na nek način bolj profesionalna postajala vojska, se pravi te bojevniki, ki so potem prodirali v novo zemlje na roparske pohode in s tem odpirali pot migracijam, ki so se potem v drugi polovici 2. stoletja res zgodile. Tele vidimo prej, tele vidimo potem. Oboji so začeli migrirati, predvsem na jugovzhod. Tele vidimo, kako se je ta vjelbarška kultura oziroma Vandali razširila. In s tem, ko so ta neki nemiri, mogoče, ki so jih podnebna nihanja povzročila, se pravi ohladitev ozračja in pritisk že na to tako omejene vire, je potem to povzročilo migracije in tako so ta Vandali pritisnili na markomane in kvade, ki so živeli ob rimski meji, kar je povzročilo nadaljnje upade oziroma poskuse prečkanja rimske meje, kar je do tako imenovanih markomanskih vojn privedlo, s katerimi se cesar Marko Aurelij, če ga kdo pozna, filozof cesar, ki je napisal knjigo, ne spomnim se zdaj naslova, se pravi, čujem se, kakorkoli. V glavnem... Dnevnik, Kako? Dnevnik cesarja Marka Aurelija. Aurelija. Ja, njegov dnevnik, se različno prehaja, naslov. Markomani in kvadi, Marko Aurelij je večino svoje vladavine se ukvarjal s temi vojnami na meji, pa da so se stvari še poslabšale, je iz Bližnjega vzhoda vojska, ko se iz Perzije vrnila, sabo prinesla še neko epidemijo. To zdaj ne ve se točno, za katero bolezen je šlo, ampak verjetno je bilo nekaj podobnega črnim kozam, lahko kaj takšnega, kar je že izumrlo, ali pa prav črne koze. Nimamo ostankov skeletnih, da bi lahko DNK analize naredili, tako da se samo na podlagi tistih virov, ki so jih takratni zdravniki napisali, se sklepa, kaj bi lahko bilo. Zdaj ni še čisto jasno, odkot je ta epidemija prišla, bo pa letos en članek bil izdan, ki je že dosti težko pričakujem, kjer bo en iskal povezavo med tem vulkanskim izbruhom, podnebnimi nihanji in potem širjenjem epidemije, da je kakšne ekosisteme malo destabiliziralo in se je potem ta bolezen iz nekih živali prelila na ljudi. To treba počakati, ta prispevek. V tem času, po teh markomanskih vojnah, pa v bistvu ena izmed njihovih posledic je bila tudi ekonomska kriza, v kombinaciji s podnebnimi nihanji in epidemijo, da so se te veliki proizvodni centri olja, predvsem oljčnega olja, predstavili iz današnje Španije in današnje Istre, pa Italije, v Severno Afriko. Še danes, če ste bili kdaj kje v Severni Afriki, se je možno videti takšne, v bistvu se gleda kot en Stonehenge, ampak ni Stonehenge, ampak so ostanki preš za oljke, za pridobivanje oljčnega olja. Še danes je to možno po celi pokrajini opaziti, kar potem arheologi sklepajo, da je v bistvu celotna obala Severne Afrike in tudi notranjost bila polna nasadov oljk in teh preš stiskalnic za olje, kar kaže na to skoraj industrijski obseg rimske ekonomije. In hkrati pa so v Severni Afriki proizvajali tudi tako imenovano terosigilato, takšne posode,
ki so pa nosile rimske antične motive, ki so služili tudi pol za širjenje rimske kulture med podrejene skupnosti, da so spodrivali njihovo kulturo, pa hkrati nove trge odpirali za te proizvode iz Severne Afrike, ki se pravi predvsem žito, no pa olje in vino, s tem, da je bilo lažje obvladovati skupnosti, ker so imele pol kulturo dosti podobno rimski, se pravi romanizacija, no, kot poznamo to pod drugim imenom. Ja, pač lahko bi iskali podobnosti s sodobnim potrošništvom in s tem, da Coca-Colo lahko kjerkoli kupimo. Na nek način je pa to pač antični ekvivalent temu. Ja, s tem pa je prišlo tudi do nekih sprememb pri teh vilah na našem ozemlju. Se pravi, med temi markomanskimi vojnami in epidemijo je tista vila na Malincah, ki sem jo prej omenil, bila zapuščena. Pol enkrat pač konec 2., začetek 3. stoletja je bila pa nazaj poseljena, ampak v tem času opazimo, da je pač do večje prisotnosti vojske prišlo, se pravi, to je ena ta plumbata, se pravi, konica, napada pač s ulice rimske, no, piloma, je en dokaz za večjo prisotnost vojske. Na tej lokaciji pa hkrati je močno obzidje pridobila in podobno tudi je močno obzidje moč opaziti na rimski vili, no, v Skopicah. Tisti, ki pač ste z naših koncev, in poznate ta hrib Šentvid, tudi tam, kjer je zdaj cerkvica gor, je bil verjetno, no, poznoantični opazovalni stolp, ki je služil za pač nadzor nad tem rimskim oziroma krško-brežiškim poljem, zato ker tako so pač danes avtocesta z Balkana, pač gre čez te konce, je isto takrat vsi, ki so hoteli priti v Evropo, oziroma pač ja, iz Balkana proti Evropi so mogli čez ta prostor, zato je bil to izjemen prostor in pomemben za nadzorovati. No, kakorkoli. Medtem pa se tiste Terra sigillata, se pravi tisto rdeče afriško psodje, ki sem ga prej pokazal na tej slikici, ga še zmeraj lahko pač najdemo in zaznamo pač povsod in v Emoni in recimo pri Ribenci na Dolenjskem, to je par lokacij in pri teh vilah, ki jih omenjam, no. Se pravi, močno globalizirana trgovina, ki je povezovala ta en ogromen imperij v eno pač veliko ekonomsko pač celoto. To, se pravi, ja, militarizacija mej v tem času, kot lahko sklepamo iz takšnih arheoloških ostankov. Ampak dosti malo je pa pol spet prišlo do novih pretresov, se pravi, s krizo 3. stoletja, podnebna nihanja, ki so bila značilna za ta prejšnji čas, ko je bilo malo bolj hladno, so zdaj ponovno udarila. In eden izmed bistvenih dejavnikov so bile slabe poplave Nila, to tudi še ni tako dobro raziskano, nažalost. Ampak iz Egipta je veliki del rimskega žita prihajal in ravno, ko je prišlo do državljanske vojne, se pravi kriza 3. stoletja, boj za prestol, ker veliko cesarjev se je v tem času izmenjalo, ker so pač vse pobili, imperij je razpadel na 3 dele, meje so padle na veliko lokacijah in so Germani vdirali čez njih, kot prej med markomanskimi vojnami ni uspelo, pa tudi Perzijci, s katerimi so Rimljani že itak bili skozi v sporih, so prodrli na Bližnjem vzhodu čez meje. Tik pred temi vojnami pa še ena pač Ciprianova kuga, ena epidemija udarila imperij, ampak o njej se pa tudi zelo malo ve. Pač par let nazaj je pravzaprav en avtor, mislim en zgodovinar, no, malo bolj se z njo resno začel ukvarjati, tako da spet nimamo veliko informacij. No, ena bistvenih sprememb, ki bi pa tlele izpostavil, pa je ta neka sprememba v oskrbi s hrano. Medtem ko so prej in Rim in vsa mesta načeloma in te podeželske vile, ki so jih oskrbovali načeloma z to žitom in oljem in vinom iz Severne Afrike, kar naenkrat opazimo spremembo v tem, en prehod k nekemu bolj samooskrbnemu gospodarstvu. Se pravi, nekaj več lokalne proizvodnje, predvsem pa različna žita, ker prej sam pšenico so načeloma Rimljani imeli radi, ampak zdaj je v vseh teh pretresih so tudi neka sekundarna, manj vredna žita jedli, ker pač druge možnosti niso imeli. To možnost obstaja tudi, da je zaradi podnebnih nihanj, ker so druga žita naj bi bilo dosti zahtevno, no, in dosti občutljivo na neugodne vreme, naj bi potem zato ta sekundarna žita, kot kakšen rž, oves, proso,
naj bi večjo vlogo to dobilo zaradi tega. Poleg tega so pa te Germani, ki so se priseljevali v rimsko državo, naj bi s sabo prinesli nekaj to, česar so bili bolj navajeni, zato ker analize kostinov so pokazale, da so predvsem prosojo, da je bilo zelo pomemben vir hrane za onkraj rimske meje med temi germanskimi skupnostmi. Ok, zdaj, ja, eno stvar sem prej pozabil. V chat bom poslal, da ga najdem. V chat bom poslal en WeTransfer link, kamor sem gor dal 2 članka, kjer dva sem pisal, in sta praktično to, kar danes govorim, sem da veliko lepše ubesedeno in manj zmedeno. Ok, te rimsk, v bistvu, kriza 3. stoletja se konča, Dioklecijan pelje reforme, zgleda, da se bojo stvari malo umirile, krščanstvo rata bolj pomembno in tak naprej. Medtem se pa daleč na drugem koncu sveta, praktično so se pa tudi istočasno s to našo zgodbo, so se dogajale drugačne stvari. Huni, to je sicer sporna teorija, ne drži nujno, ampak je pa prevladujoča in meni lepo paše v to zgodbo, zato mi je všeč. Na Kitajskem v 2. stoletju pred našim štetjem, 1. stoletju našega štetja, je bilo poznano ljudstvo imenovano Xiongnu, oziroma to naj bi bili te Huni, ki potem vdirajo v Evropo. V 1. stoletju našega štetja naj bi jih Kitajci preurazili, zato so se v centralno Azijo preselili in tam bili v 2. 3. stoletju. Pol rekonstrukcije podnebja na podlagi enih dreves iz centralne Azije, pa so pokazali, da naj bi okoli leta 360 do hudih suš prišlo, kar naj bi gnalo potem te Hune, ki sodobne antropološke, etnološke primerjave kažejo, da so nomadi zelo občutljivi na sušo, zaradi tega, ker so njihova živina je odvisna od teh trave in drugih rastlin, ki so odvisne od padavin dovoljšnih. V bistvu naj bi te mega suše, ki so desetletje suš v centralni Aziji, ki je že tako suha, ker je celinska, je potem gnalo te Hune do rimske meje, do Črnega morja in so se potem znašli tukaj. No, tlele na tem območju so pa tudi te, ki smo jih prej omenili, Goti, ki so se proti jugu selili, so pa zdaj na tej lokaciji živeli in Huni so si en del jih podredili, se pravi Ostrogote, vzhodne Gote, Vizigoti, se pravi zahodni Goti, so pa uspeli pobegniti pred Huni do rimske meje in jih prosili za vstop in Rimljani so jim vstop dovolili. No, in to je potem sprožilo to selitev ljudstev, kot poznamo selitev narodov, meni ta izraz ni všeč, ampak tako da ostanemo na selitvi ljudstev, se pravi en tak kaskada migracij po celotni Evropi. No, v glavnem, Vizigoti so vstopili v rimsko državo, Rimljani so rekli, ok, lahko ste tukaj, ampak jim niso, to zgodovinski viri pravijo o tem, to zgodovinski viri lahko so kaj pretirani ali pa pristranski, ampak vseeno, naj bi otroke jim pobrali tem priseljencom, pa jih slabo hranili, da naj bi mrtve pse devali za jesti, pa takšne zadeve, se pravi, grdo so z njimi ravnali, kot poznamo tudi danes podobne situacije. In slej ko prej, logično, normalno, je prišlo do tega, da je bilo tem Vizigotom dovolj, so udarili po mizi in se pri Adrianoplu potem spopadli z rimsko vojsko, ki jo je cesar Valens vodil meni se zdi, da iz Rima, ali tako je šel, no mogoče. V glavnem, neumnost je naredil, ker je po veliki vročini šel korakat do bojišča in je bil zato strašansko poražen, hudo poražen, ker so njegovi vojaki bili izčrpani in to je bilo menda prvič, da je bil rimski cesar ubit v bitki. No, in Vizigoti so potem, kot vidimo to temno-vijolično puščico, malo vandrali po celem rimskem cesarstvu in na koncu se naselili v Španiji. No, in temu so sledili potem še Huni, kjer so sabo imeli kjer so sabo privlekli pravzaprav Ostrogote, pa Vandali, pa Franki. V glavnem, rimske meje so popustile in migracije so se začele. Tako to zgleda približno. Tlele, jaz ne bi iskal nekih pretiranih vzrokov za te neposrednih vzrokov za migracije v podnebnih spremembah, ampak kot smo, po moje, sem uspel vam prepričljivo pokazati, no, ali pa upam vsaj, da naj bi te suše v centralni Aziji, ki so Hune pognale, so potem povzročile ta val migracij, se pravi, podnebne spremembe nekoga porinejo, ki potem porine druge naprej.
ki iščejo, pač si želijo preživeti, zato pač nimajo možnosti, kot da se preselijo. Vse to je pa privedlo do nekih medetničnih trenj med nekimi Rimljani in romaniziranimi staroselci, pa tudi med, se pravi, Germani, ki so prišli. Germani so že prej, že pač 200 let približno v Rimskem cesarstvu bivali in so bili bolj ali manj asimilirani, teh novih velikih pač množic pa se ni dalo. In je to do medetničnih trenj privedlo in potem tudi do nekih pokolov Germanov v Rimu in tak naprej, zaradi česar so potem leta 410 Vandali oplenili pa požgali pa Evropo ali Rim, no. To. Ok, se pravi, kmalu zatem, no, leta 476 je pač tudi v Raveni, no, ki je postala prestolnica Rimskega cesarstva, je potem tudi bil odstavljen zadnji rimski cesar Romulus Augustus. Tako da s tem se je na zahodu v bistvu se je ta politična struktura s tem do konca pač razpadla, ampak pač vsakdanje življenje pa je ves ta čas teklo neodvisno od pač teh političnih, neodvisno od političnih iger, ampak ta en trenutek, v katerem je pač uradno do konca zahodnega rimskega cesarstva, pa ni verjetno bil pretirano občuten, no, med navadnimi ljudmi. Kakorkoli. Zdaj pa pridemo do še te naše zadnje faze, kjer ima najbolj dramatično dogajanje. In to je vulkanski izbruh leta 536, ki je povzročil poznoantično malo ledeno dobo. O tem, to je najbolj izpričanih teh podnebnih nihanj. Edino ta 450 do 700, to eni pravijo, da je tako, da se je ohlajanje že prej začelo, drugi pravijo, da ne, samo od 536 do 660, ne bi se v te debate zdaj spuščal. V glavnem, leta 536 je izbruhnil en močen vulkan. Slikica, to ni ta vulkan, to je sodobna fotografija, ki je potem en kup sprememb povzročil, no. Eno od teh je, da se je 541 leta, se pravi 5 let po izbruhu vulkana, prišlo do Justinijanske kuge. To pač se je našlo ostanke teh ljudi in vemo zdaj, je dokazano, da to šlo za Yersinio pesti, se pravi kugo, to, kar mi jemljemo kot kugo, ki je pol pač, ne ve se, to so ostre razprave o tem, ali je to pač polovico prebivalstva te rimske države pobilo, ali je bila pa pač nepomembna epidemija. Kakorkoli, ampak tudi danes vidimo, da če tudi epidemija ni ravno smrtonosna, še zmeraj povzroči pač velike družbene pretrese in ta nedvomno, da je kaj podobnega tudi povzročila. Se pravi, Justinijanova kuga. Bolj pa meni ena bolj zanimivih stvari, ki pa se je tudi arheološko dobro raziskana, pa so spremembe, do katerih je v Skandinaviji prišlo. Nekako v prvi polovici 6. stoletja je moč videti, da je prebivalstvo, pač ocene seveda so to, da naj bi se prebivalstvo za polovico zmanjšalo. Zdaj, kaj se je s temi ljudmi zgodilo, ali so umrli, ali so se izselili, ne vemo, ampak lepo sovpada s tem vulkanskim izbruhom. Se pravi, število prebivalstva se je zmanjšalo, veliko naselij je bilo požganih, pojavi se več utrjenih naselbin in tak naprej. Hkrati pa tudi neke nove strukture moči, ker so neki te pač poglavarji si en kup zemlje, ki je pač na novo ratala prazna, lahko prisvojili. Prišlo pa tudi do nekih duhovnih sprememb in ena izmed teh je, da so verjetno poglavarji neki voditelji neke skupnosti ogromne količine zlata zakopavali v tla in s tem želeli pomiriti bogove, češ, da naj pač, ker vulkanski izbruh je zatemnil sonce, v bistvu za eno leto vsaj je pač bilo, pač zgodovinski viri pravijo, no, da naj bi bilo, kot da bi luna svetla, ker je bila res atmosfera polna tega praha in drugih delcev. In naj bi te germanski oziroma skandinavski poglavarji različni zakopavali kupe zlata, da bi pomirili bogove, da se bi vrnilo spet sonce, da bi prišlo spet poletje, ker leto brez poletja, da je pač celo leto dosam zima, pravijo zgodovinski viri. Drug primer tega je pa, da so v bistvu iz takšnih, kot le vidimo, spomenikov, takšni so bili pred prvo polovico 6. stoletja, kasneje pa se takšni motivi, ka sonca več ne pojavlja, ampak bolj te neki klasični vikinški motivi bogov in njihovih dogodivščin, kar se razume kot, da je pač neke duhovne spremembe, do katerih je prišlo, ampak ob takšnih pretresljivih dogodkih
normalno, da so ljudje pač zaradi vse te stiske, ki so jo doživeli, da so tudi drugače pogledali na svet. In s tem naj bi se te en kup vikinške mitologije razvil. To so sicer samo hipoteze, ampak meni so kar privlačne. No, pri nas pa v tem času so pa v polnosti zaživele višinske naselbine, se pravi, zaradi epidemij, vojn, državljanskih vojn, migracij, so se pač prebivalci teh nižin so iskali pač neko varnost. In se pravi, bogatejši so verjetno se preselili ali v Italijo ali pa na pač našo obalo, se pravi ta mesta, pač Piran in tak naprej, ali so se pa revnejši, romanizirani staroselci, se pravi ne tisti, ki so bili prav italijanskega porekla, so pa šli živeti na vrhe hribov v takšne utrjene naselbine, višinske naselbine se reče temu. In ja, na sliki je Ajdovski gradec pri Vranjem nad Sevnico, se pravi tudi lokalno. To so neke najdbe, ki so bile gor najdene in tle je pomembno po mojem izpostaviti par stvari. Ta fina severna afriška posoda je več ni moč najti, ampak so neke lokalno izdelane zadeve po večini, po drugi strani so pa še zmeraj neke take manjše amfore za vino, za olje, kar kaže, da prvo, da se je proizvodnja nekih osnovnih dobrin lokalizirala, da niso več bili od tega trga z drugega konca cesarstva odvisni za hrano, ampak so si sami proizvajali, enega za neke te luksuzne dobrine, olje pa vino predvsem, no, pa so še zmeraj jih mogli uvažati iz Severne Afrike. To veliki pač razlog za tem ne bi bil, ker krščanstvo za svoje obredje potrebuje, se pravi olje pa vino in zato so ga uvažali, ampak zanimivo je, da so manjše amforce, predvsem zato, ker je manjša poraba in potem, ko ti vino enkrat odpreš, se dosti hitro skisa in več ni primerno za pitje, zato naj bi verjetno manjše posodice se uporabljalo. Torej vidimo, da samooskrba je zdaj prevzela glavno vlogo nad tem pač trgom, ki je pač ni uspel zagotoviti dovolj hrane in surovin tem prebivalcem tega ozemlja. Medtem ko pa v dolinah so pa pač prišli novi ljudje, prvo Germani in Slovani, za njimi tudi. Zdaj, ta vila v Malencah je bila nekje v 4.-5. stoletju požgana, tako da ne vemo, kdo je požgal, ali so se lokalni sužnji uprli, ali so se uprli, ali so pač kakšni napadalci, se pravi rimski, med državljansko vojno kakšno požgali, ali so pač kakšni te Germani, ki so pač plenili po tem ozemlju, tega ne vemo. V teh dolinnih skupicah pa je vila sicer živela naprej, ampak je videti, da je bila v uporabi kasneje, samo manj luksuzen način. Zdaj eni arheologi to interpretirajo, kot da so te rimske elite v bistvu ostale, pa so se sem prilagodile na nov način življenja, lahko pa da so se odselile. Kakorkoli, nekdo je še tam živel in manj luksuzno kot prej. In temeljni del tega je bil samooskrba, bolj raznolika žita, ne samo pšenica, pa večja vloga gozdov pri samooskrbi, se pravi, gozdovi so dobili ekonomsko vlogo za prehrano, ki je prej niso imeli. En krasen primer tega je ena najdba iz Severne Afrike, kjer so našli eno posodo, se pravi, približno, to si moramo predstavljati, ja, posoda je to zakopana v tla, ki je bila polna pač različnih žit in kostanjev. Tlele vidimo kostančke. Se pravi, da prehrana je takrat, se pravi, temeljila na samooskrbi in več različnih virih, kar je omogočilo v času nekih družbenih in podnebnih pretresov večjo prehransko stabilnost, ki pa je bila v takšnih časih dosti pomembna, ker če nisi mogel računati na uvoz iz Severne Afrike, si se pač mogel sam znajti. Ok, zdaj pa zaključek. No, in danes smo tudi v podobnih časih, se pravi, imamo podnebne spremembe, to je bilo lani ena takšna stvar, o kateri se je dosti pisalo, imamo migracije, imamo tudi notranje pač spore, državljanskih vojn še ne, ampak ja, pa hkrati tudi eno pač uničevanje okolja, ki je pač še en dodatni vidik, ki ga pač v rimskem času pač so tudi vplivali na okolje in kaj zihar uničili, samo ne more se pa primerjati z današnjim vplivom na okolje. No in to so pač te od lani, lani poleti, ko je pač v Ameriki so bili te grozni požari. Se pravi, ne bi jaz čist enačil današnjega časa s tistim, ampak neke vzporednice so se kako da
da potegniti. No, to je Tomislav Šola, en zagrebški muzeolog, ki ima eno misel, da ta svet bomo prvič zapustili slabšega, kot smo ga prejeli. To govori iz pogleda svoje generacije. Nekaj čas nazaj mi je ta citat bil ful všeč, zdaj mi je malo manj, no, ker pol prevrača krivdo na eno generacijo, kar se meni zdi zgrešeno, ker ni ena generacija lastnoročno povzročila vsega tega, ampak je en pač daljši proces to bil in tudi niso vsi, ne vem, ljudje nad 50 isto svojim delovanjem povzročili istih pač posledic za današnje okolje in današnje pač probleme, ki jih imamo. Tako da sicer je misel lepa, ampak se ne strinjam z njo. Lepa, ni tako lepa, pravzaprav je kar grda, no. To, no, v glavnem, zdaj bolj kot ne sem do konca prišel in en pač nit, ki sem jo skušal potegniti čez to, no, upam, da je približno ratala, je predvsem to, da v nekih, se pravi, dok je pač relativno pač razkošno in uspešno bilo Rimsko cesarstvo, dok je dobro delovalo, je ta pač globaliziran trg z luksuznimi izdelki odlično deloval, pol ob družbenih in podnebnih pretresih pa vedno slabše. Nazadnje so se mogli ljudje zanašati pač na neko samooskrbo, ki ni temeljila na pač želji po dobičku, temveč pač, da zadovoljuješ lastne potrebe, no. Tole je po moje, to je glavno sporočilo tega, kar sem jaz povedal. In danes se pač s podobnimi problemi soočamo. To je to z moje strani. Razen, če ima že kdo kakšno vprašanje, se eno je prišlo v... Opa. Upam, da vam je bilo všeč. Kar vprašanje odgovori, pa pol se bo zagotovo še pojavilo. Nekaj aplavzov je, tako da hvala, ker si tako pohitel, da imamo res še čas za vprašanja. Pač zdi bi še veliko lahko povedal, ampak ja. Zagotovo, pa se bo še kaj dodal. Ja, nedvomno. Vprašanje imaš, ja. Vprašanje je, ali podobe na mozaikih pomagajo k oceni takratnih klimatskih razmer. Jaz moram reči, da nisem ekspert za mozaike, to je bolj področje kakšnih umetnostnih zgodovinarjev, pa tudi arheologov seveda, no, ampak nisem se toliko ukvarjal s tem, ampak jaz bi rekel, da posredno mogoče, no. Lahko vidimo neko razpoloženje, duh časa tistega, pa mogoče na podlagi prehrambenih izdelkov vidimo, kaj so takrat poznali, kaj so jedli, se pravi, saj poznamo z mozaike s temi različnim eksotičnim sadjem pa tako naprej, kar bi po moje lahko posredno sklepali direkt na podnebne spremembe. Je pa tudi recimo pol predvsem v 3. stoletju med tisto pač državljanskimi vojnami in epidemijo se pojavijo v bistvu, se elite nekaj umaknejo na podeželje, v vile in tam so potem neki mozaiki, ki izražajo nekakšno pač hkrati neke ideale takratnega življenja, da lahko greš v miru na lov in tako naprej. Tako da posredno mogoče lahko nek duh časa zaobjemeš, ki smo pač rekli, kot sem povedal, no, da so pač neki družbeni in podnebni pretresi bili v tistem času, ki so ljudem stisko povzročali in to se posredno kaže tudi v umetnosti, seveda. Ne bi pa rekel, da lahko direktno se odslika v tem, no. To pač laično mnenje. Timotej, najprej čestitke, super, fantastično, zelo lepo se nam predstavo in zelo zanimivo. Tako sem kar ponosna na tebe, da se že ukvarjaš z zgodovino naprej. Z veseljem sem tudi kakšne stvari vključila v svoje priprave in naprej predajala to dijakom, ker je bilo res zelo poučno in zelo se da te zadeve, kot vidimo, tudi aktualizirati, ne. Se pravzaprav res zgodovina se ponavlja, kot večkrat rečemo v frazi. Imam pa eno vprašanje, dvakrat si omenjal izbruhe vulkanov. Za katere vulkane gre to? Ne ve se. Mogoče bo Primož, ko je tukaj kaj več zna o tem povedati, ampak za tistega leta 536 se je do nedavnega mislilo, naj bi bil vulkan Ilopango v Srednji Ameriki, v El Salvadorju, ampak glih lani ena raziskava, glih včeraj sem eno konferenco točno na to temo poslušal, tako da malo več zdaj vem o tem, da je bila ena nova raziskava, ki pa je pokazala, da tisti vulkan dobrih 100 let prej izbruhnil in da ni bil ta Ilopango iz El Salvadorja. Lahko, da se ve, no, ampak načeloma en članek je krasen, ki pač kjer ga vsi izhajajo o tem,
pa se načeloma ve samo, na kateri polobli je izbruhnil, ne vemo pa točno, kje je bil. To se dosti redko da ugotoviti. No. Lahko pa, da se ve, pa da jaz nisem zasledil tega. Ja, jaz sem nekaj zasledila za Islandijo. Zdaj pa ne vem, če je to ta podatek, ker se nisem toliko detajle spuščala, vem pa, da je to nekako tisti čas. No? Možno. Če je bilo kaj nejasno, prosim vprašajte, ker vem, da včasih prehitro govorim, pa preveč povem, pa se malo zaštrikam. No. Jaz bi nekaj vprašala. Seveda. Najprej rečem, super predavanje je bilo. Se mi zdi tudi, da kar odpira naprej diskusijo pa ena vprašanja, ampak to verjetno zares zdaj ni cajta za to. Ampak jaz bi v bistvu vprašala, ker se mi zdi, da si zelo dobro povezal v eno celoto te neke različne sklope in teme, pa me mogoče sem zanimam, glede tega procesa povezovanja, pač koliko ambiciozen podvig je to bil. Si imel dosti podlage za to v virih, v literaturi in podobno, pač to. Da ti bom odgovoril na to, kar si zastavila, ampak ne, moja diplomska je v resnici precej slaba, jaz ful nisem navdušen nad njo. Zato, ker to je eno veliko vprašanje, o katerem se zdaj veliko govori, kako arheološke podatke pa neke naravoslovne podatke kombinirati. Kaj je vzrok, kaj je posledica, kaj je samo korelacija, kaj je kauzacija, tako naprej. In jaz, en posameznik, en strokovnjak na enem področju tega ne more. Moraš imeti ekipo, moraš imeti arheologa, zgodovinarja, klimatologa, vulkanologa, agronoma, biologa, bla, 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 tako naprej. In oni skupaj prek diskusije lahko se približajo odgovoru. Tako da bi rekel, da je to kar ambiciozno. No. In jaz, ko sem se spravil diplomo pisati, sem naivno mislil, pa se je to bo šlo, se ni nič takšnega. Ko sem prišel članke brati, pa polovice 10 nisem razumel teh naravoslovnih, klimatoloških. Zato je to pač, ja, težka stvar. In je zato pač nujno interdisciplinarna, kar ponuja izzive, pa hkrati tudi priložnosti. Kaj sem ti približno odgovoril? Ja, super, hvala. Imam pa, ne vem, mene 5 člankov na to temo ti lahko pošljem. Spomnim me, ker bom pozabil. Mogoče ta čas, ko drugi razmišljajo, jaz še uporabim. Zdaj v muzeju seveda skušamo to vedno na nek način pokazati skozi predmete in tako, ne, se pravi, si sodeloval smo ti dali malo prostora, ne, da ne bo kdo mislil, da smo ti dali veliko prostora, malo prostora smo ti dali na naši razstavi Zrak, ampak če bi zdaj iz svoje diplome recimo moral narediti eno razstavo, da ti damo, kaj vem, koliko bi potreboval kvadratnih metrov in kaj se ti zdi, da bi bili ključni predmeti. Saj vem, da je težko vprašanje, ampak to lahko tako zdaj brez obveznosti poveš. Ja, v resnici se z Vereno Perko pogovarjam, da bo glih razstavo na to temo naredila, tako da upam, da bom malo ideje dobil, pa lahko se pol pač v Brežicah tudi postavi in tako naprej. Meni se zdi, da to bi spet mogli celostno zasnovati, se pravi od nekih ekonomskih, se pravi Pterossigilato amfore, pa hkrati, kaj jaz vem, kaj kar bi naravo ali pa epidemije recimo, ki so bile v tem času, da bi jih prikazovalo. Prav arheološki material si jaz težko predstavljam, kaj bi lahko bil. Saj kar imamo pri nas najdenega, no pač po drugod so recimo neka posvetila ali pa kipi Apolonu, ki je recimo pač postal popularen bog oziroma ja, Apolon, to je grško ime. No, ki je postal med to antoninsko pugo, temi črnimi kozami sred 2. stoletja, priljubljen bog. Pa bi mogoče kaj takšnega se dalo. No, meni je to en velik izziv, s katerim se ukvarjam, pa mu nisem še čist do napršel. Mogoče bi se dalo tudi ta bitka pri Frigidu, se pravi pri Ajdovščini, ko so, se pravi, kaj Teodozi proti Evgeniju, krščani proti poganom, in pol naj bi pač nek veter pihal, ki je pol puščice, poganske puščice nazaj na te poganske vojake odpihnil. Verjetno bi se tle dalo sam pač neke rimske puščice pač postaviti ali pa kaj takšnega in pol to zgodbo zraven naplesti, no. Ne moramo. Prav, ja, kaj okoljskega bi se dalo v muzej, da bi bilo zanimivo, si jaz ne predstavljam. No, odlično, da boš vseeno. Kaj pa je zdaj neka tvoja naslednja
točka, zdaj si pač upisan na magistrski študij, ne? In ali si boš zbral nekaj popolnoma novega, ali se ti zdi vredno še s tem nadaljevati, ker si sam rekel, da nisi zadovoljen s tem, kar si naredil do sedaj. Po moje bom, pač Uroš Bavec je to vilo na Malnicah, se z njo ukvarjal v svojem magisteriju, pa sem enkrat se z njim pogovarjal, in da še veliko za narediti, tako da mogoče to je ena možnost, da bom ta material bolj resno obdelal, pa da bom probal v to zgodbo bolj natančno to vilo plesno. To je ena možnost, s katero se poigravam, nisem se pa še odločil. Vsekakor nekaj pač na to temo bi delal, ker se mi zdi nasplošno v slovenski arheologiji, razen par izjemno manjka nekega resnega kombiniranja okoljskih in družbenih dejavnikov, da se vsi načeloma samo na družbo fokusirajo. Tako da nekaj v to smer vsekakor. Čeprav nas to se zelo zanima, tudi v nekih povezavah s turizmom in tako naprej, te arheološke zgodbe so v bistvu zelo privlačne in velike, nastajajo veliki parki, rekonstrukcije, takšne in drugačne, se pravi, hrana nas zelo zanima, kako se je, kaj in kaj se je jedlo v določenih obdobjih. Se mi zdi, da tukaj res je še celo polje, ki ponekod že zelo cveti, pri nas pa seveda tudi občasno, kje pa tudi še ne. Naprimer, nam najbližje je na takem zametek velikega festivala, povezanega z temami iz arheologije, je Budinjak, ker smo tukaj pri Žumberku. Zdaj mi pa včasih, mislim, imamo polno idej, ampak mogoče nam tudi kaj uspe ravno na en tak način, kot ga mladi prinašate. Kaj pa misliš o tovrstnih prezentacijah? Mislim, tega ne poznam sicer, kar si omenila, ampak pač vsekakor se morajo muzeji biti čim bolj privlačni in zanimivi ljudem in zdi se mi, da prav prek takih rekonstrukcij, da se veliko da narediti, da se približa ljudem. Pač vsekakor. Jaz mislim, da arheologija, če bo sama sebi namenjena, je brez veze, mora biti za javnost obvezno, drugače nesmiselno, da se jo gremo. Pač tako vse druge vedeno. Hvala, zdaj sem jaz tako prevzela to, pa kar dejte drugi, Malo izzivom še dejmo, da sem na izpitu. Ne, nisi na izpitu. V tako imenovani normalnosti bi zdaj ti dali darilo, se ti zelo zahvalim, potem bi zagotovo, ko bi še bolj neformalno s kakšnim kozarčkom, s kakšno dobroto se pogovarjali, bi se še razvila debata, ker to je vedno tako in to zdaj najbolj pogrešamo. Takrat se pojavijo tudi taka najboljša vprašanja. Zdaj moramo misliti brez teh dobrot in če imamo še kakšno vprašanje, bomo veseli, da Timotej, si pripravljen na vse. Presrečen bi bil. Se pravi, še eno vprašanje. Vsako stoletje je polno črnogledih klimatskih napovedi in napovedi popolnega uničenja, vendar se to v celoti ne dogaja. Kako gledate vi na to v današnjem času? Zdi se mi, ko sem pač prvič zvedel za podnebne spremembe, sem ful katastrofiziral in si predstavljal, da bo to čez 5 let konec sveta. Verjetno ne bo se točno tako zgodilo, se bo pa pač tako. Pač v skladu s temi nekimi znanstvenimi napovedmi, to spet Primož lahko govori veliko o tem, ker veliko ve o tem, ampak pač ja, stvari pač, tako bi rekel, ne bo konec sveta, verjetno, razen če bo pač, ne vem, kolaps biodiverzitete in pač samo vse izumrlo, bo se pa verjetno pač ne bo tako udobno življenje kot je dan danes. Nekaj pač čisto banalno, no nekaj raziskava je bila kao, da zaradi pač teh podnebnih nekih ekstremnih dogodkov, ki bi pač slabo vplivali na rast nekih rastlin, da bi se pivo pol podražilo. Verjetno, ja, to je pač pričakovati. Višje cene na splošno nekih takih naravnih virov ali pa pač rastlinske, hrane, pa pol tudi več migracij in takšne zadeve, no. Zdaj, kako se bomo s tem spopadli, zdi se mi, da je tle en to lep point, no. Da v Rimu, ko so pač in družbeni in podnebni pretresi bili, je trg odpovedal in je pač ni, in pač, ki je pač bil, kako bi rekel,
trg ni mogel zadovoljiti potreb ljudi, zato so se pač tako pa drugače do neke samooskrbe večje prišlo. In zdi se mi, da je to ena takšna možnost. No, kot smo videli pač v Ameriki, ta primer strašno rad povem, ko so v Teksasu nekaj časa nazaj imeli te snežne nevihte in je pomrznilo vse in elektriko ven vrglo in trgovine, ker niso mogle, pač jim se je hrana začela kvariti, ker ni bilo elektrike, so to stran zmetale, pa poklicali policijo, da je pač stražila to hrano, da ne bi ljudje hrane iz smetnjakov ven pobirali. To je pač barbarstvo, ki vidimo, da pač, če glavni cilj, ki ga sledujemo profit, potem pride do takšnih absurdov, da policija sredi pač največje, ali ne pač bolj katastrofalnih dogodkov, ki Ameriko v zadnjem času zadela, čuva smeti, da ne bi ljudje zastonj hrane dobili. Zato, ja, no pač sej, bolj pač mene osebno manj zanimajo te neki naravoslovni vidiki, se tudi družboslovcem, bolj pač družbeni, kako se prilagajati na to, ker mislim, da preprečiti ne moramo, lahko pa omilimo. Mislim, ja, ne vem. Ne bo pa tako katastrofalno, ko mogoče si pač predstavlja, pač kot ki je senzacionalno predstavljeno, no. Po mojem mnenju, nisem klimatolog, tako da ne vem. Hvala lepa, tudi jaz predvidevam, da vendarle strašno kritično ne bo. No, to jaz ne vem, lahko tudi da bo, no, saj po moje se tudi ne ve direktno, ampak po enih, pač Primož, da mi malo pomaga, 4 stopinje do ne vem kdaj. Ja, že pri 1 stopinji do 2 stopinjah pač naraščanje temperature nad predindustrijsko dobo že lahko dosežemo neke meje, ki nam povzročijo usodne posledice, ki se pa izrazijo seveda ne zdaj v parih letih, ampak v desetletjih. Se pravi, počasi nam začne zmanjkovati hrane in pol se počasi kuhamo kot neka žaba v tem smislu. Tako da na prvi pogled res ne opazimo zadev, potem ko pa je panika, pa zna kar udariti. Zdaj izgledi so pa, da se bo grelo še za nekaj stopinj več, tako da obeti niso glih dobri. Moramo pa verjetno primerjati, kakšne so bile razmere v času antike in v tistih razmerah. Takrat so ponavadi kakšne ujme zajele kakšno regijo ali pa del sveta, dan današnja je pa precej bolj globalna, ljudje smo naseljeni po celem območju od celotnega sveta, bistveno več nas je, tako da interakcije več in tudi kako lahko rečem, tale omreženje sveta, ki ga imamo danes, je dosti bolj ranljivo, ravno zaradi tega. Če se spomnimo samo, kaj pomeni nasedanje recimo ene večje barke v ravno neprimernem območju Sueškega kanala, pa je že panika, recimo, za par dni v zahodnem in vzhodnem svetu. Samo to je en primer, Zdaj, če to potenciramo krat 10, krat 20, pa imamo že v bistvu ustavitev sveta, če tako pogledamo. Tako smo danes odvisni od teh glavnih žil, prometnic in od teh raznih dobavnih verig. Zdaj, če zaradi klime pride do porušitve od posameznih teh temeljnih veznih členov, če tako rečemo, se nam ne piše dobro, Zato v bistvu Timotej pravilno v bistvu kaže, da ne smemo biti preveč v tem smislu globalizirani, da se obešamo na možne, ne vem, rešilne bilke iz drugega konca sveta, ampak moramo imeti čim več takih robustnih, ne vem, rešitev čim bližje. Torej, da imamo še več planov, ne samo plan A, ampak tudi B, pa C, pa D. In potem mislim, da imamo mogoče malenkost več svetlobe v prihodnosti, če že govorimo o črnogledosti ali pa ne črnogledosti prihodnosti. To je moje mnenje, tudi malenkost, tudi pridano. Odlično, si povedal, hvala. Potem bi še jaz nekaj vprašala. Zanima me, če veš, mogoče, kdaj se je potem nekako stabilizirala pač te temperature, kdaj se je nekako vrnilo spet v neko stanje, recimo, kot je bilo v času imperija, ali pa verjetno ni šlo čisto do tistih temperatur, pa se obstajajo te meritve? V pač srednjem veku, približno od leta 1000 oziroma še malo prej, pa do leta 1350 je bilo spet bolj toplo podnebje. Spet sončeva aktivnost malo večja, pa manj vulkanov, pa tako naprej.
Se pravi, to srednjeveška podnebna anomalija. Več o tem lahko čez kakšen mesec povem, ker seminarsko o tem pišem. Ampak ja, to je pa potem po tej srednjeveški podnebni anomaliji, ko je bilo bolj toplo, je pa spet sončeva aktivnost se zmanjšala po vulkani, bla, 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 in je pač ta mala ledena doba, ki je pa do 1850 trajala, bla, no. Pol pa že to sodobno segrevanje se je začelo. Hvala. Lahko še jaz mogoče malo glasim? Seveda. Timotej, hvala za današnjo zanimivo predavanje, pa tudi za sploh tvojo vsesplošno aktivnost v MC-ju, v mestu, na področju podnebne pravičnosti. Že je bilo s teboj kdaj lepo sodelovati in upam, da še kdaj. Mislim, da tudi pohvala Posavskemu muzeju Brežice, ker ti nekako sem začutil, da nisi prvi, ki boš dobil priložnost, da nam širši javnosti malo predstaviš kot naš mlad rojak, mlad strokovnjak, ki veliko obetaš, da predstaviš svoje aktivnosti. Tako da hvala tudi muzeju, direktorci in vsem strokovnim sodelavcem, ker mislim, da je to res super in dobra pobuda. Tudi na naši šoli, na gimnaziji Brežice, imamo recimo Gigo, kjer predstavljajo svoje umetniška dela naši nekdanji, pa tudi sedanji dijaki. Meni je bilo, Timotej, zelo všeč v tem, kar si predstavljal, to, ko si pravzaprav povezoval ta obdobja naravnih nesreč, klimatskih sprememb z vojnami, pomanjkanjem, uničenjem, nasiljem, potem to avtarkijo, se pravi samooskrbo, potrebi po samooskrbi, in sem vmes dobil to asociacijo, sem že večkrat o tem razmišljal, da tudi na našem območju smo imeli v zgodovini kar nekaj takih obdobij, ko res ne veš, ali je to naključje, ali je to vendarle neka zakonitost, da se hkrati pojavi več teh naravnih zadev, recimo nesreč, na našem slovenskem področju so to pač potresi, in pa nekih drugih nesreč. Recimo, 14. stoletje, hkrati koroški potres, veliko porušenje, veliko teh medfeudalnih vojn takrat, nasilja, nesreč, kobilic, ki so pojedle vse, kar je zelenega bilo, in seveda kuge, vse hkrati. Pol tam 15. stoletje, 1511, idrijski potres, kmečki upori, turški upadi, potem, ne nazadnje, med drugo svetovno vojno, je to naključje, da tiste najbolj mrzle zime, pa druga svetovna vojna se skupaj poklopi. In ne nazadnje, zdaj spet v zadnjem desetletju, kaj smo že vse imeli, od begunske krize, zdaj potresov, epidemije covida in tudi podnebne spremembe so tema, ki nam prenašajo in suše in točo in tako dalje. Ampak, ko smo se zdaj vsem tem pogovarjali, pa je vendarle v zgodovini vedno bilo videti, da po teh takih turbulentnih in težkih časih so prišla tudi bolj optimistična obdobja. In Timotej, verjameš, da zdajšnji čas, kot se je mogoče po tej pozni antiki spet, bi rekel, te vremenske razmere izboljšale, se bo tudi zdaj, ali je vendarle ta problem, kot je tudi gospod Ribarič govoril, kar je vprašanje zdaj, ko nas je tako veliko, pa je vse globalno in hitro, lahko pričakujemo bolj optimistično obdobje kmalu? Pač ne znam na to odgovoriti, ampak jaz bi rekel, da samo po sebi se ne bo nič izboljšalo. To pač novi svet si moramo sami zgraditi ali kakorkoli. Se mi pa zdi, da pač vsekakor drugačna situacija zaradi zgodovinskih okoliščin in tako naprej. Samo po sebi se ne bo nič izboljšalo, verjetno bo turbulentni časi še par desetletij ali pa kaj takega, ali pa tudi manj, kaj pa jaz vem. Zdaj se mi, da vsaka neka družba, ko zadene se neko tako turbulentno, pač v glavnem pač te procesi turbulentnih časov trajajo ponovadi po moj kar par desetletij in vsaka sprememba, ker pač jasno je, da rabimo neko družbeno spremembo, je ponovadi turbulentna, bolj ali manj. Se mi pa zdi, da v bistvu to pravzaprav, da pač se da omiliti te posledice, jaz mislim, da se jih ne da pač preprečiti, omiliti, pa hkrati bo pa turbulentno v vsakem primeru in pač to moramo pa sami narediti, ker nas noben ne bo rešil na ta način. Mogoče tudi na tej človeški ravni,
medosebni ravni, verjetno tudi, ne? Ja, pač vse to gre po mojem z roko v roki, da pač z nekim bolj celostno treba reševati. Mislim, tako neka bolj zdrava družba, ki ne bo uničevala okolja in ljudi, bojo ljudje tudi imeli bolj zdrave odnose med seboj v njej in tako naprej. Ja, ne zdi se mi, da neka individualna sprememba gre ločeno od neke širše spremembe. To nujno, pride eno z drugim. Ja, doslej se v človeštvu, oziroma v obdobjih vedno nekako dogaja sledeče. Človeštvo uničuje naravo, ampak narava vrne in uniči en del človeštva. To se lahko zgodi kmalu, ne. Torej, vendar pa človek ima vedno željo, da pač ohrani sebe in svojo populacijo v takšni količini, kot je pač ta trenutek, in seveda z nekim gledom na povečanje, ki pač sledi, ne, z nataliteto. Ampak lahko se zgodi, da se zadeva v nekem obdobju zelo drastično obrne. Ja, čeprav meni se zdi, da samo po sebi velika številka prebivalstva, veliko prebivalstva ni nujno slabo. Saj poznamo te neke statistike, da 10% najbogatejših ljudi povzroča 50% izpustov CO2, če se na to omejimo. Medtem ko spodnjih 10% pa 0,1 ali pa kaj takšnega. Tako da tisti, ki govorijo, se mi zdi, da če se bomo preveč govorili, svet je preveč naseljen, to lahko gre v eno problematično smer. Če je svet preveč naseljen, če je katerih ljudi preveč na svetu, je to preveč bogatih, če se že gremo takšen diskurs, ne. Tako da ni samo po sebi, po mojem mnenju, preveč prebivalstva problem. Ja, tudi verjetno se ne moramo v pač neskončnost rasteti. Normalno se je to pač vsak organizem neha rasteti, drugače pač rak in uniči svojega gostitelja. Ampak bolj bi pač ta neskončna gospodarska rast, ki pa veliko problemov, ki smo jih imeli, se mi zdi, da prihaja iz tega sledenja temu. In okoljsko uničenje in neke vojne za surovine in tako naprej. No, naj še jaz v bistvu ti čestitam za predavanje. Meni je v bistvu zelo všeč to, da si prikazal tale večplastni učinek, ki ga imajo podnebne spremembe skupaj z ostalimi dejavniki. In da same po sebi, ne, če bi brez ostalih političnih, gospodarskih delovali, verjetno tudi ne bi imele takega učinka, ne? Ja, se to je teorija odpornosti, se temu reče, ki pač glih o tem govori, da neka družba ali pa nek sistem, kakršenkoli, ali ekološki, ali kaj jaz vem, družbeni, da lahko pač motnje prenese samo do neke določene mere. In če so samo neke določene, pač če je manj moten, se lahko prilagodi. Če pač se motnje pa nakopičijo, se pa pač podre in se reorganizira v neki dolga, tako ali drugače. Tako da, ja. In v pozni antiki bil nesrečen čas, ko so se in epidemije in podnebne spremembe in migracije in vojne in ekonomske krize in korupcije in blablabla se vse nakopičilo in prišlo do kolapsa. Sicer niso to nujno ločeni, podnebne spremembe vemo, da lahko vodijo do migracije ali pa do epidemij, ko neka ekološka ravnovesja porušijo in tudi pač do ekonomskih. Tako da, ja, neki moten se da prenesti, ampak potem pa ratajo kritične in se pač sistem reorganizira. To tudi v ekologiji, pač predvsem iz ekologije, no, iz sistemske teorije, iz ekologije to izvira. Teorija odpornosti. To je krasno, da vemo, da ne živimo zdaj v najslabšem času, da so v pozni antiki še več problemov imeli kot mi zdaj. Ja, to v bistvu je en članek iz leta 2018, tako poljudno znanstven, o tem vulkanskem izbruhu leta 536, ko je bilo pa kuga, pa vse tako naprej. In je naslov članka, kao mislite, da je letos slabo, ja, leta 536 je bilo še slabše. Kar pač tudi za nas ni ravno spodbudno, da ravno takšno tolažbo. Ampak ja. Evo, kakšna lepa misel tako za okrožiti, ne? Ampak načeloma je vedno, ne, da sodobnost vedno merimo skozi to, da nam ni dobro, ne. Kar mogoče je tudi dobro, da pa vseeno nismo zadovoljni, čeprav najverjetneje ravno zdaj najboljše živimo, ne. Mogoče ne letos ali pa tako, ker ne moramo potovati, ampak
splošno pa, če poznamo razmere z vodami, z energijami in tako naprej, ne, nam je vse tako zelo dostopno, da... Ja, čeprav se mi zdi, da materialnih zadev, pa tega imamo veliko, sam nam pa manjka pač nekih osnovnih, bolj socialnih zadev. Se mi zdi, da bi materialno veliko manj bili zadovoljni, če bi imeli več časa za pač neko druženje, za skupnost, za umetnost, ustvarjalnost. Ja, to je za nas dobro, ne, ker v bistvu to tehnični napredek, ne, ki je skokovit, ni nujno, ne, mislim, omogoča bolj lagodno življenje, ni nujno pa, da je to res tista prava kakovost, ne. To za nas, ki smo z dediščino ukvarjamo, je plus, ne, da zdaj tudi ta tehnologija zdaj je fajn, ne, ampak za nas ta tehnologija seveda je zdaj to pripomoček, ampak ves čas pa si želimo, da jo ponovno izkoriščamo čisto tiste druge namene, ne v to, ko je zdaj, ne, ko je ta edini način, na nek način povezovanja in druženja. Ampak zdaj so to že druge teme, veš, to zdaj že tak medklic, ne. Pa sej, mislim, tehnologija je super stvar, sam je odvisno tega, kako se je uporablja. Pač zdaj, mislim, ok, zdaj nimamo druge možnosti, kot epidemija, ampak drugače pa ja, socialna mreža so super stvar, da se povežeš in tak naprej, ampak po drugi strani se pač nas zasvojijo, pa sam cel čas preživimo, da bulimo v ekrane in gledamo pač neke bedaste posnetke in pač se ustvarita dva mehurčka v družbi in tak naprej. Imajo potencialno dobre učinke, ampak tudi do katastrofalnih lahko privedejo. Odvisno, kakšna je tehnologija in s kakšnim namenom je narejena in za kakšne namene se uporablja. Mogoče še kakšno vprašanje? Lahko pa jaz za ta čas povem, da pač ta teden poteka tudi skupna akcija slovenskih muzejev in galerij naprej v preteklost. Zelo smo aktivni zdaj na različne načine in vsak dan tudi naš muzej vas skuša povabiti, privabiti z različnimi vsebinami. Danes seveda pa predvsem smo se posvetili res našim mladim in prej je bilo vprašanje, kako nadaljujemo. Vsak mesec naj bi bil vsaj ena predstavitev, imamo kar nekaj interesa. V aprilu, predvidoma 15.4. bo svoje delo predstavil mlad raziskovalec Rok Mrvič, ki prihaja tam iz Boštanja, se mi zdi, Boštjan, je tako? Ja, in se ukvarja pa seveda z drugimi temami, njegov naslov bo Življenje s folklornimi obrazci v Posavju in širše. Je mlad raziskovalec na Inštitutu za slovensko narodopisje, ne, pri ZRC SAZU, prihaja pa iz naših krajev. Tako da vsak mesec si želimo. Timotej ima pa še eno nalogo, ker je sodeloval pri naši razstavi 4 elementi zrak, tako da smo ponedeljek je bil del že našega dogodka, ko pa možno, bo pa skozi to našo razstavo in ta delež, ki ga je on pripravil, pa seveda bo to še malo razširil tudi na drugo, kar smo mi pripravili, nas popeljal tudi po tej razstavi oziroma verjamem, da bo tudi še kaj drugega vključil, kar je moč videti v Posavskem muzeju Brežice. Ampak to pa zdaj težko napovem, ne, Timotej, takoj, ko bo mogoče povabiti malo več kot 10 ljudi, ker 10 je res malo, ne, malo, ampak bomo mogoče, mislim, začeli pa bomo, če se bo le mogoče v aprilu, tudi vas vabiti v teh manjših skupincah, kjer bomo prosili za najave, ampak zato, ker k nam prideta še 2, oziroma v nedeljo odpiramo razstavo posvečeno stoletnici kuharskega mojstra prve slovenske kuharske zvezde, ne, Boštjan Kima Špiler, ker je on tudi zaslužen, da ga poznamo, oziroma s tem zbornikom Zdole, ne, ste ga takrat nekako ponovno odkrili. Ivan Ivačič, imamo ob 6. Zoom dogodek spet, ker pač ne gre drugače, čeprav nas obišče predtem njegova hčerka Ivačičeva Barbara. Predviden je bil pa tudi sin Peter Ivačič, ki nas bo pa samo po Zoomu pozdravil, ker je pa ravno zdaj zbolel za covidom, si morate verjeti, ne. Ampak ne, potem ga nekako na njegov 100. rojstni dan predstavljamo. Kar nekaj odličnih predmetov smo pridobili tudi od gospoda Petra Ivačiča. Potem pa 8. aprila odpiramo razstavo gostujoče iz sinagoge Maribor
Tu se je smrt utrudila o Auschwitzu, kjer vam bodo dali tudi nekaj zgodb iz Posavja. Veste, da je letos tudi 80 let, je tako od začetka vojne na naših tleh, od izgona, od teh velikih, tudi to, kar smo prej rekli, najbolj grozno, tudi klimatsko obdobje je bilo v času druge svetovne vojne, eno izmed tistih, tudi ta razstava, potem bomo pa vse skupaj mrežili. Tako da zdaj sem veliko povedala, da ste vi imeli čas še za kakšno vprašanje, ali pa Timotej za kakšno zaključno misel, tako. Še kakšno vprašanje ni. Meni je strašno luštno, ko imamo to debato, še bolj se zabavam po predstavitvi. Ja, saj nismo časovno omejeni, da ne boste mislili. Mi smo samo Timoteju predlagali, da pač on nekako se omeji, da potem lahko klepetamo in evo, ker se je tudi tako zgodilo, Timotej, vidiš. Ja, čisto v redu. Če mogoče ni, pa zaključimo s tem uradnim delom, če kdo želi, potem seveda še v neuradnem delu kakšno besedo povedati tudi lahko, bomo še malo počakali z zaprtjem te povezave, bomo se pa poslovili od naših gledalcev na Facebooku, tam je bilo tudi nekaj komentarjev s pohvalami, tako da to si bo Timotej lahko še posebej ogledal. Hvala, da si prebil ta let, ne klimatski, ampak programski in da upamo, da boste še naprej z nami oziroma da vas bo zanimalo tudi, kaj še drugi počnejo in da se vidimo tako ali pa drugače čim večkrat. Najlepša hvala. Hvala vam. Ja, sej zaradi tega globalnega segrevanja je itak let tak tanki, da ga res ni bilo problem. Sem čakala, veš, da bo nekaj. Pa tudi več se ne moramo drsati na ledu, tako na kakšni luži in mlaki, kot smo se v moji mladosti še lahko, No, z največjim veseljem, meni je bilo prav fajn. Sem hvaležen in vesel, da sem dobil to priložnost. In tudi mi smo uživali v predavanju. Super. Tako da ja, za tiste, če kdo ni slišal slučajno, sem poslal en WeTransfer link, bom ga še enkrat poslal, da 2 članka o tem si lahko, jaz mi jaz napisal. Dol potegnete pa preberete, Pa literature tam en kup, Tako da, če koga to bolj zanima, se lahko loti tega. Jaz sem ti že snela to. Drugi pa še dejte, če ne, pa bo Timotej zagotovo še poslal komu, če bo treba. Seveda. Jaz se poslavljam. Hvala lepa res za ta lep večer. Tako da se še vidimo in slišimo. Ja, hvala, ker ste prišli. Ja, hvala tebi. Lahko noč, adijo. Adijo. To je res lepo, če profesori iz gimnazije malo spremljajo te svoje dijake, Tako da lepo odvajajo, res. Z veseljem, res, ker Timotej je res bil en tak zlat dijak, vedno zelo tak čuječ, vedno se zanimal za geografijo, za zgodovino in vem, da je zelo aktiven zdaj v Posavju, v Brežicah, ga vedno spremljam, vedno me on ogovori in tako da je človek na take dijake izjemno ponosen, kot tako lepo zaplujejo potem v življenje. Tako da Timotej, vso srečo in še tako naprej, s to energijo in s tem žarom. Hvala. Dobro, se pa jaz poslavljam tako. Lahko noč. Eni še ustrajajo, pa naj še kaj povejo. Jaz poznam z mojega kraja Nežo Jurečič. Neža, se boš kaj pokazala? Pa Martina Tomšeta tudi poznam, zdaj bom začela kar spodbujati. Ne, tako kar želite, to je sam hec.
Jaz se ne bom pokazala, ampak... Ja, zakaj pa ne? Alo, se slišimo? Slišimo pa se. Zato, ker nisem v primernem stanju, ampak mi je pa zelo žal, ker sem zadnjo minuto ujela, no. Ampak se en tim zanima, hodila sem sem vprašati, če je slučajno možno to na Facebooku bo slučajno posnetek ostal gor, ali... Ja, na Facebooku posnetek ostane, bo pa tudi na YouTubeu, na našem kanalu. Super. Bom si pa za nazaj pogledala, ker sem se res veselila, ampak me je pol nekaj druga ujel, pa sem pol zdaj res zadnjo minuto prišla. Ampak vseeno vidim vseeno po odzivu, da je bila dobra predstavitev, tako da tudi vseeno z moje strani timu tej čestitke. Hvala. Upam, da je bilo res tako vredno. Meni je bilo fajn imeti to priložnost. Škoda, da ni uživo, no se mi zdi, da bi veliko bolj. Mislim, je pa res, da zdaj en kup več ljudi, ki so pač dovlani in drugih koncev se lahko udeležilo, kar je pa tudi plus po eni strani, ne, tako da ni slabo, tudi to je super. Pa glede na to, da smo na Zoomu, je kar v redu se pogovor razvil. Do zdaj očitno. Oprosti, Neža, ker sem te tako izvala, ampak saj ni nič hudega, boš pa si vse pogledala, ne da? Ja, seveda, ni problema. Dobro. Kaj ćemo zdaj, Andreja? Vse ukinemo. Andreja ima namreč to moč, ne? Drugi pa. Hvala Timotej, uspešno še naprej, ne? Ja, hvala vam. Se vidimo kmalu, hvala tudi tvojemu sodelavcu, gospodu Ribariču, ki pa dela kaj? Trenutno nič, ampak sem pa meteorolog, drugače imam že izkušnje z delom na Agenciji za okolje tudi, tako da... Super, krasno. Pa tudi član oziroma aktivist pri mladih za podnebno pravičnost. Super. Pa zahvaljujem se tako Timoteju, pa vam v Posavskem muzeju, če pravilno rečem, če sem pravilno seznanjen, za povabilo in za prijeten večer. Hvala vam tudi, da ste bili in da ste nam tako lepo še to popestrili. Uspešno delo pri vseh teh nalogah, ki ste si jih brali sami, kar je tudi najboljše. Pri dolžnosti. No, če si nekaj izbereš sam, nisem dolžnost, ampak je tudi... Ja, malo nas pa tudi zabava. Okay.